novinarje z poslankami in poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije pred februarskim plenarnim zasedanjem, ki bo naslednji teden v Strasbourgu, potekalo pa bo tudi nadaljavo zaradi epidemioloških razmer. Zelo na kratko bom povzela nekaj najpomembnejših točk dnevnega reda. Sama plenarna seja se bo začela v ponedeljek popoldan s slovesnostjo ob 20. obletnici uvedbe bankovcev in kovancev evra in potem tudi z razpravo s predsednico Evropske centralne banke Christine Lagarde. Sicer pa bo opravil parlament tudi razpravo in pa glasovanje o končnem poročilu začasnega odbora parlamenta o boju proti raku. In sicer gre za predloge v okviru priprave nove strategije boja proti raku v Evropski uniji. Zanimivo bo tudi v torek in v sredo, predvsem na področju zunanje politike. Poslanke in poslanci bodo opravili razpravo o odnosih med Evropsko unijo in Rusijo, seveda tudi v luči napetosti med Rusijo in Zahodom v zvezi z Ukrajino. Opravili bodo razpravo o letnem poročilu za leto 2021 na področju skupne zunanje varnostne in obrambne politike. Že v ponedeljek bodo glasovali tudi o novi tranši finančne pomoči Ukrajini. Potem imamo eno zanimivo potrošniško temo in sicer razpravo in glasovanje o novih pravilih o varnosti igrač. V sredo bo pa tudi zelo zanimivo, ker bo potem, ko bo predvidoma sodišče Evropske unije zjutraj objavilo svojo razsodbo v zvezi z tožbo Poljske in Madžarske glede uredbe o pogojenosti sredstev Evropske unije z spoštovanjem načel vladavine prava, bo potem popoldan parlament opravil razpravo o tem z predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Pa mogoče samo še ena zadeva in sicer razprava tudi o primeru Pegas, ki ga verjetno poznate, torej o primeru, ko so nekatere vlade prisluškovale aktivistom, odvetnikom, politikom, novinarjem in tako naprej. O tem bo tudi opravil razpravo parlament, predvidoma pa bo ustanovil tudi preiskovalno komisijo na to temo. Toliko zaenkrat z moje strani, zdaj pa predajam besedo kar današnjima gostoma. In sicer sta zaenkrat z nami gospod Bogovič in gospod Brglez, priključila se nam bo tudi Tanja Fajon. Mogoče gospod Bogovič, izvolite za začetek, ker vas prosim besedi. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem, ki spremljate ta naš današnji pogovor. Predstavitev je bila že strani gospe Golob lepo narejena, te naše naslednje plenarke, zato mogoče kar nekaj vsebinskih poudarkov pri teh točkah, ki so bile izpostavljene. Kot veste, je v Evropskem parlamentu bil ustanovljen poseben odbor, ki se ukvarja z bojem proti raku. Pomembna politična tema, ki je bila že prisotna v sami predvolilni kampanji. Tudi naš takratni špicen kandidat, gospod Weber, je to imel zelo visoko na agendi, tudi komisarka Kyriakides za zdravje iz Cipra ves čas izpostavlja problem raka. Res, da je v vmesnem času COVID malce v javnem diskurzu umaknil to temo, v resnici v ozadju se je pa v bistvu tako pripravilo na eni strani sporočilo komisije, ki je zelo zgovorno in gre v smer aktivnih ukrepov. Sedaj je tudi to INI poročilo na lastno pobudo v Evropskem parlamentu, zelo obsežno, skoraj 200 točk ima, podrobno gre skozi posamezne poudarke. Ključni poudarki, ki gredo v prvi najprej v tem že preventivnem delu, pravzaprav kaj je razlog za to, da imamo v Evropi približno 1.300.000 ljudi, ki letno umre za rakom. Če gremo na populacijo 450 milijonov ljudi, pomeni, da skoraj vsak četrti zdaj umre za rakom. Res je tudi to, da je rak bolj razširjen v družbah, ki imajo ostale bolezni bolje urejene in zato je tudi umrljivost zaradi raka višja. Gre pa, kot sem že dejal, vse preventive, tudi sklicevanje na takšnih strategij, kot je Farm to Fork, ki govori, ne vem, o zdravi hrani. Podrobno se dela problem tobaka, uporabe alkohola, problem zraka, bolezni, ki izhajajo iz delovnega območja, področja. Radon je omenjen, tako da v bistvu se na nek način dobro zajame razloge, zakaj pravzaprav pridemo do raka. Potem se ugotavlja in sklicuje na zelo neenake pogoje pri tistih, ki zbolijo za rakom, tako v tej fazi
pravočasnega odkrivanja in se zelo veliko poudarka da tem presevalnim testom in vsem stvarem, s katerimi se želi čim prej odkriti bolezen. In resnica je ta, da je dostopnost že do teh metod diagnostike zelo različna po Evropi, prav tako pa tudi v drugem delu pri zdravljenju. In tu se želi narediti to poenotenje, prekomejno sodelovanje, centri za odkrivanje in potem tudi za spremljanje bolezni. Zelo veliko poudarka je tudi raziskavam in vemo, da imamo nov program EU for Care, se pravi v Horizonu so posebej sredstva izdvojena tudi za raziskave in resnično od teh raziskav, kjer se poskuša pridobiti zdravila, ki so bolj personalizirana, do uporabe generikov in bioloških zdravil, tako da gre v bistvu za pritisk na to, da bo najprej raziskave in da bo potem to, kar bo ugotovljeno, tudi dostopno za vse Evropejce, da ne bo te razlike, kot jo imamo danes. Tako da gre za celovito poročilo, za katerega pričakujem absolutno zelo veliko podporo. Mislim, da ni tu nikogar ali pa bo zelo malo tisti, ki bodo proti temu. Nekaj amandmajev je vloženih, ki so rekel bolj minornega pomena. Tudi sam sem sopodpisnik pod tistega, kjer se naj ne bi, da bi poročilo ne bilo to, da je vsaka uporaba pitja alkohola že škodljiva, ampak so te kategorije zmerna, srednja in pa škodljiva in da so zelo jasno, da je to prekomerno in pa redno pitje tisto, ki že lahko škodi, ampak kot sem že rekel, to je drugotnega pomena in poročilo podpiram in mislim, da bo tudi zelo veliko večino podprto. Kar se tiče teh zunanje političnih tem, mogoče še to v začetku izpostavim. Mislim, da se Evropa sooča z eno realnostjo, ki ni najbolj prijetna. Spoznavamo, da je svet se na nek način zelo hitro spreminja, da se tudi te centri moči spreminjajo, vedno večja teža gospodarska, vojaška, geopolitična Kitajske ima za posledico to, da je že prej pri Trumpu in kar se nadaljuje zdaj pri Bidenu, da je pozornost Amerike usmerjena predvsem proti Kitajski, Pacifik, Tajvan in te zadeve, da je Evropa, ki ne uporabim grd izraz, ki se je kar desetletja v NATO najbrž malce šlepala in računala na svetovnega policaja NATO, ostala v tem prostoru zdaj bolj kot ne osamljena, še vedno znotraj NATO, vendar pa se v teh geopolitičnih spopadih, to s tem tretjim centrom moči okrog Rusije, znašla v enem, mislim, dokaj neugodnem položaju. Tako da mislim, da poteka na eni strani v ozadju tako, če hočete, kibernetska vojna, poteka energetska vojna, tudi ta podržitev plina in vsega in pa dobave plina v Evropi, mislim, so zelo povezane z vsem tem, tudi z našim v Evropskem parlamentu paketom Fit for 55, ki počasi opušča fosilna goriva, po drugi strani pa je tudi po mojem prepričanju NATO, Evropska unija, s tem, ko sta prišla na Črno morje, tako preko Romunije, Bolgarije, najprej v NATO in pa v EU-ju, pa kasneje tudi z političnimi spremembami v Ukrajini 2014 stopila na neko področje, kjer se te veliki interesi zelo križajo in zato so tudi precej odločni odgovori Rusije, na kar pa mislim, da Evropa ni enostavno pripravljena, da bi parirala na takšen način, kot se zdaj dogaja. V vezi s tem geopolitičnim položajem, ki je tudi to bo razprava, je nazadnje tudi v poročilu zapisano, da je ena kruta ugotovitev, da je danes več kot polovica ljudi živi v svetu, kjer je na nek način diktatura in v bistvu so te elementi zahodne parlamentarne demokracije, kar smo še mogoče desetletje nazaj mislili, da bo zelo logično, da se razširijo po svetu, da je v bistvu smo se znašli v nekem prostoru, kjer se celo ta naš prostor za to demokracijo globalno gledano oži, ne pa širi, kar je bila velika ambicija in kar mislim, da je bilo tudi prav. Zato je resnično ta zunanja politika evropska, ki je povezana z gospodarsko močjo, radi se sklicujemo na to mehko moč, nekaj, kar v takšnem svetu, kot je danes,
očitno ni več dovolj učinkovita in bomo tudi v Evropski uniji morali zelo resno razmisliti potem o tej naši sposobnosti, če hočete tudi vojaški, kajti brez te očitno ne bo šlo, kljub temu, da imamo pacifistične poglede v Evropi že desetletja, pa tudi naša država ima zelo zanimivo razpravo v tem času, če samo spremljamo razpravo okoli nakupa neke vojaške opreme. Toliko mogoče v začetku, da ne bom predolg in da ne sta kolega, ki sta na nekih temah mogoče celo bolj vključena kot sam. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Brglez, izvolite. Najlepša hvala. Zdaj, najverjetneje nekaj veliko več dodati v tej, vsaj kar se mene tiče, tej evropski strategiji boja proti raku, ker jo pač smatram kot sestavni del prizadevanj za vzpostavitev zdravstvene unije. In v bistvu dejansko je to neka stvar, kjer se bolj manj vsi strinjamo in v bistvu tle niti neke strašne politične delitve, mogoče celo najmanjše pri vseh primerjavi z vsemi drugimi stvarmi. Zdaj, kar se tiče razprave in pa glasovanja o skupni evropski zunanji politiki, skupni zunanji varnostni in obrambni politiki, v bistvu tisto, kjer je nekako jasno, da zadaj za poročilom stojijo EPP, SND pa Renew. Torej, tu je strinjanje, v bistvu proti poročilu samemu pa so Zeleni pa Levica. Zdaj, obstaja relativno širok konsens, tudi SND-ja z EPP-jem in pa Renewjem pri tem vprašanju, razen pri vprašanju obrambne industrijske politike. Tukaj so pa neke razlike. Recimo, vsekakor SND, mislim, da kot skupina, torej večina, podpira razvoj evropske obrambne tehnologije, vendar pa pravi, v bistvu, da je to zelo težko tudi upravičiti v tem času, v primerjavi z vsem ostalim, kar se nam dogaja. In v bistvu, da to vrstni razvoj skupne obrambne industrije pač favorizira države članice z večjimi obrambnimi industrijami. Tukaj se pač pojavlja neka razlika. Znotraj skupine so nekatere problematične vprašanja glede izdatkov za obrambo. Sicer bo načelno SND glasoval za, ampak bo vsekakor ločeno glasovanje o tem, kar se nanaša na 2% GDP-ja oziroma bruto domačega proizvoda za obrambo in pa pri vprašanju oziroma pri členu, ki se nanaša na Evropski obrambni sklad. In pa mislim, da bo nekaj takega, vsaj ločeno glasovanje tudi o nadgradnji pododbora za varnost sede v polnopravni odbor. Ampak tukaj še ni čisto jasno, kaj se bo iz tega ven zgodilo. Zdaj, pri tistem, kar je bilo prej že povedano glede odnosa z Rusijo, bom Tanji prepustil, da bo več povedala, da bo imela eno svojo temo. Mislim, da je še ena taka stvar, ki je pomembna, ali pa vsaj dve, ki sta pomembni, glede na vse skupaj, je tudi razprava o vladavini prava in posledicah odločitve sodišča EU, ki se jo pričakuje 16. februarja. Najverjetneje bo potrdilo tisto, kar je že generalni pravobranilec napovedal. To pomeni v bistvu, da bo potrdilo, da je ta mehanizem, pogojevanja, ki ga imamo, v bistvu, da je v skladu z pravnim redom EU in preprosto komisija ne bo imela več izgovorov, da ga ne uporabi. Saj parlament je že sprožil v bistvu tudi tožbo proti komisiji, ker ga ne uporablja, tako da tukaj smo v bistvu bolj na nekem vrstem potrjevanju teh načel, ki jih pravzaprav že poznamo, ampak to je vedno eksistencialno, je to ključno vprašanje. Če ne bomo vztrajali pri teh vprašanjih, potem Evropske unije kmalu ne bo več, tudi kot zunanje politične entitete, ker ruši se jo v bistvu z pritiskom od zunaj na eni strani in na drugi strani z pritiskom od znotraj. Tudi pri tako ključnih zadevah, kot je to, čaka nas še v tem letu še par tovrstnih odločitev, kjer ima vsaka država tudi pravico veta in dejansko smo nekako,
pred parimi ključnimi odločitvami, pa še par volitev je vmes, tako da mogoče bodo te spremenile razmerje sil, ki ta trenutek ni ugodno za to, da bi se Evropa lahko res razvijala v smeri geopolitičnega igralca. Ta se mi zdi pomembna, v bistvu drugo je pa mogoče taka zadeva, ki jo noben še ni omenil, razprava in glasovanje o krepitvi pravil glede varnostnih igrač, ker je prav zanimivo, da v bistvu EKR, EPP, Renew skušajo včasih mičkeno šibiti samo besedilo, kar se tiče vprašanja kemikalij, dolžnosti označevanja, takih stvari, ki jih pravzaprav, veste, pri igračah bi rekel človek, tukaj mora biti najvišji standardi, to ne more biti vprašanje poslovne svobode, dobička in podobnih zadev, tukaj so varovalke treba drugače nastaviti. Torej, dajmo reči, tukaj smo ta trenutek še mičken razdeljeni, bomo videli, kako bo ta zadeva pravzaprav izgledala, ampak vsekakor SND se nagiba absolutno k temu, da v bistvu poročilo odbora IMCO potrdi glede tega vprašanja in s tem poskuša vplivati tudi na vsebino omejitev, ki so nujne na tem področju zaradi varnosti otrok. Hvala. Hvala, gospod Brglez. Besedo predajam gospe Fajon. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz se najprej opravičujem, ker sem na letališču, pa upam, da bo kvaliteta tona vsem dovolj dobra in tudi za zamudo. Zdaj, jaz bi dala najprej poudarek to, kar sta kolega oba spregovorila o boju proti raku, ker je to tudi eno področje, s katerim se malce več ukvarjam in sem v Evropskem parlamentu zadnji 2 leti vodila mrežo, ki je postavila skupaj stroko, politiko, paciente v boju proti raku z novimi naprednimi tehnologijami, radionuklidnimi in podobno. Zakaj pravim to? Namreč rak je po svoje neke vrste pandemija, ki bo vedno ostala na evropski celini. Kar mene posebej skrbi, je, da v zadnjem času, ko smo imeli pandemijo z koronavirusom, veliko raka ni bilo diagnosticiranega. Po nekaterih ocenah v Evropi praktično 1 milijon ljudi z rakom ni bilo diagnosticiranih ali pa ni prišlo pravočasno do zdravljenja. Kar pomeni, da enako velja za Slovenijo, kjer opozarjajo specialisti na onkološkem oddelku, da ljudje preprosto niso pravočasno prišli do diagnoz in po končanju epidemije se lahko zgodi en velik porast v diagnosticiranju raka. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija res opozarja tudi morda na ta porast in usmerja vsa in finančna in strokovna sredstva visoko na agendo v boju proti raka. Zato to resolucijo močno pozdravljam, kot tudi prizadevanja za večje vlaganje v znanost in raziskave, ko gre za pomoč bolnikom z rakom, ker pod črto vsak bolnik, kjerkoli v Evropi, mora ob razkritju bolezni priti pravočasno do najboljšega načina zdravljenja. In še vedno so med državami v Evropi velikanske razlike, tako na eni strani po dostopu do zdravljenja, kot tudi po odkrivanju bolezni. In zagotovo je tisto, kar je pomembno, osveščanje, izmenjava najboljših praks v zdravljenju in pa preprečevanje samega nastanka bolezni. To vse je res zdaj visoko na agendi in resolucija je samo en korak naprej v boju proti raku. Zdaj, jaz bi mogoče samo na kratko, Milan je rekel, da mi prepušča Rusijo, ampak bi vseeno res glede Rusije povedala to, ta razprava, bila je delegacija Evropskega parlamenta nedolgo nazaj, v začetku tega leta tudi v Ukrajini. Tu bi rekla predvsem, da Ukrajina res ne more in ne sme biti igrišče za neke ruske vojaške manevre ali kibernetske spletke in pa manipulacijo z informacijami. Tam je več kot 40 milijonov Evropejcev, ki si zaslužijo živeti v miru, varnosti, blaginji kot seveda vsi drugi Evropejci.
Zdaj, kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov mora Rusija nemudoma prenehati groziti sosednji Ukrajini s ponovnimi vojaškimi akcijami. Mi smo to večkrat pozvali, prenehati tudi z večdimenzionalnimi prizadevanji za spodkopavanje dosežkov na države na področju demokratičnih reform, ki pa so bile vidne v zadnjem času, gospodarskega sodelovanja in pa tudi socialne kohezije. Kar mi res potrebujemo in v naši politični skupini, kateri z Milanom pripadava, smo večkrat odločno zagovarjali OVSE, torej Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, kot platformo za evropski dialog o varnosti. In danes moramo, če govorimo o napetih odnosih, oživiti ta helsinški duh in tukaj ponovno spodbuditi OVSE. Zdaj, glede še ene teme, ki je pomembna in tudi kolega Milan jo je odprl, to je zagotovo ta razprava o vladavini prava, posledicah odločitve sodišča EU, tudi jaz podobno pričakujem. Mi bomo v razpravi na predsednico Evropske komisije von der Leyenovo naslovili tudi na evropske vlade, predsedujočo Francijo, naslovili vprašanje glede spoštovanja vladavine prava v Evropski uniji in pa seveda o posledicah odločitve sodišča Unije in bomo te svoje zaključke sprejeli tudi v resoluciji. Predvsem to zadeva dogajanje na Poljskem in na Madžarskem. Zlasti v primeru Poljske je spor močno zaostren. Ustavno sodišče, veste, da je lani odločilo, da je evropsko pravo podrejeno nacionalnemu pravu in že od konca oktobra lani mora Poljska vsak dan v Evropski uniji plačati 1 milijon evrov kazni do izvršitve sodbe. Tako da to je pomembna zadeva in največja prejemnica evropskih sredstev je pravzaprav še vedno Poljska, ki je med letoma, če se ne motim, 2014 in 2020 iz evropske blagajne prejela več kot 105 milijard evrov, kar znaša praktično 10% vsega evropskega denarja v tem finančnem obdobju. Torej, mi smo v Evropskem parlamentu komisiji že večkrat zagrozili s tožbo, če ne bo zares ukrepala. Mogoče toliko z moje strani. Hvala lepa vsem trem za tale uvodni del. Vidim, da imamo v klepetalnici že eno vprašanje, in sicer kolege Luke Obida, ga bom kar prebrala. Prosil bi poslanca Bogoviča za stališče glede vprašanja o pogojenosti sredstev EU s spoštovanjem načel vladavine prava. Gospod Bogovič, prosim. Ja, hvala za vprašanje. Kot sta že kolega povedala, pričakujemo sodbo, ki bo še zdaj toliko bolj, mislim, da utrdila to, kar je bilo v Evropskem parlamentu sprejeto, da je izplačevanje EU sredstev pogojeno z spoštovanjem vladavine prava v posamezni državi. Kolegica Tanja je že omenila, Poljska zaradi spora, ki poteka glede premogovnika, ima že sodbo, po kateri je kazen 1 milijon evrov na dan. Mislim, da je dosežen dogovor glede tega političen, glede zapiranja. Za prvo tranšo pa že zapade 15 milijonov kazni in bodo prvič odtrgana že Poljski pri izplačilu sredstev za druge namene, ki pripadajo iz Evropske unije. Tako da je pa, mislim, da tega zatečenega stanja že tam nekje med 40 do 50 milijonov, tako da govorimo samo o prvem zadržanju teh sredstev in na tej poti je Evropska unija odločena in mislim, da je prav, da to podpremo. Res pa je, da so to vedno zelo zapletene debate, predvsem na svetu, ko se tudi lahko ustvari ta država, ki nasprotuje naprimer črpanju pravic glasovanja in podobno. Hvala lepa. Kolegica Mojca Širok je dvignila roko. Izvoli, Mojca. Ja, pozdravljeni. Ja, hvala lepa, Saša, za besedo. Lepo pozdravljeni vsi trije. Jaz imam 2 vprašanje za vse 3. V bistvu je me Luka nekoliko prehitel, zato bom to vprašanje v vladavini prava bolj fokusirala. In sicer me zanima v bistvu vaše stališče oziroma pričakovanja
glede možnosti, da bi po tem postopku utrpela kazen oziroma, če ne drugega, samo postopek tudi Slovenija. Vemo, da je nazadnje Evropska glavna tožilka Kevešijeva v okviru tega postopka spreminjanja slovenskega kazenskega zakonika Evropski komisiji poslala pismo, v katerem pač opozarja na to dejstvo oziroma predaja informacijo. Tako da me zanima, ali menite, da bi lahko bila tudi Slovenija morda v bližnji prihodnosti del tega postopka v skladu z uredbo o pogojevanju? In drugo vprašanje me zanima, me zanimajo vaša pričakovanja glede razprave o Pegazu. Kaj lahko tukaj v bistvu, čisto osebno, vaše, kaj pričakujete, da bo prišlo na dan v poslanski razpravi in bo morda se bo iz tega morda tudi izkristaliziralo, kakšne ukrepe bi lahko Evropski parlament sprejel v zvezi s tem problemom. Hvala. Hvala, Mojca. Predlagam, da začnemo s gospodom Brglezom. Izvolite. Ja, koliko je to aplikativno za Slovenijo? Pravzaprav je aplikativno za vsako državo članico. To najprej na ta način gledati. V bistvu to so pač pravila, ki omogočajo in ni pa tle avtomatizma. Da bom pa rekel, danes na jutri se bo ta zadeva zgodila, najprej je treba ugotoviti določeno kršitev in šele na podlagi te kršitve so potem možna ena izpeljav, tudi v bistvu zaustavitev sredstev, če se država ne strinja s celotno zadevo, lahko se zateče pred sodišče. To se bo tudi v primeru Poljske in Madžarske gotovo zgodilo. Tako da v bistvu so zgolj nastavki, zadeva ni prišla tako daleč, da bi lahko na podlagi tega človek rekel, da bo to vse avtomatično zgodilo. V takšnem in takšnem primeru. Imamo pa v bistvu tudi že pri prenosu zakonodaje včasih številne probleme, ampak ti so ločeni postopki, ti se niso vezali pravzaprav na to, da se gre predvsem za to, kako se sredstva, ki so odobrena oziroma kako se uporabljajo in da se ne uporabljajo za nasprotju za tistim osnovnim namenom. In v bistvu na ta del instrumentalija, ki do zdaj ni bil tako jasen, bo zdaj po tej odločitvi postal veliko bolj jasen, kako se pa dejansko uporabljajo, je pa zdaj drugo vprašanje. Kar se pa razprave o Pegazu tiče, ja, v bistvu prvič se nisem blazno poglabljal v celotno zadevo. Sodobna tehnologija ima številne pasti in ena od takih je seveda ta možnost sledenja. In minimalno, kar pričakujem na koncu, vsaj preiskovalno komisijo, mislim, da tle strinjanje parlamenta bolj manj jasno, da gremo v to smer. Bo še ena razprava, ampak da gremo v to smer, da se bo to naredilo. Kaj bo potem posledica iz vsega skupaj? To je pa drugo vprašanje. Parlament sam lahko zgolj pritiska na druge, da vložijo zakonodajo, ki bi bila ustrezna, ki bi to zadevo preprečevala. Ne more v bistvu pa sam oblikovati zakonodaje. Torej, v bistvu to je pa omejenost tega parlamenta v primerjavi z tistim, kar smo navajeni na nacionalni ravni, zelo velika, ker v nacionalnem primeru lahko tudi en poslanec vloži zakon in je ta zakon na koncu sprejet, pa se lahko v bistvu vsi drugi pa njihovi interesi nekam skrijejo za nekaj časa. Seveda, če to paše znotraj ustavnega reda in tako naprej. Te omejitve so še vedno, ampak te običajno pridejo po tistem, ko je taka politična volja izražena. V tem primeru kaj več kot skozi preiskovalno komisijo pokazati, kaj vse so zadeve, čim več stvari postaviti na javno na videlo, blaming and shaming varianta, to je tisto ključ, kar bo parlament počel, dokler pač ne bo tudi komisija predlagala tistih stvari, ki bi pravzaprav pomenile tudi neko, v bistvu bom rekel, zakonodajno ali pa dokler ne bo sprejela tistih stvari, ki so pač v njeni pristojnosti in seveda mogoče celo uvedla sankcije proti tistim, ki so tako industrijo ali pa karkoli takšnega počeli. Zdaj, drugo vprašanje je seveda politično. Ne gre zgolj za tiste, ki zagotavljajo te tehnologijo, gre tudi za tiste, ki uporabljajo to tehnologijo. In zdaj tukaj pa sploh kaj drugega kot blaming in shaming
ne moreš pravzaprav postaviti. Seveda pa se da tudi pred domnevam poiskati ustrezne sodne instance, kjer se lahko tudi z podatki, ki bodo v tej preiskovalni komisiji, operira in jih uporabi tudi v tovrstnih postopkih. Jaz mislim, da bo zadeva šla prej v to smer kot v kakšno drugo. Hvala, gospod Bogovič, prosim. Hvala. Kar se tiče pravne države in pa Slovenije na tem seznamu, ne vidim pravega razloga. Obisk, ki je takrat bil, je dve stvari izpostavilo kot kršitve na področju imenovanja tožilcev, financiranje STA, ostalo je bilo veliko govora o naši politični kulturi. Upam, da takšnih soočenj, kot jih je imela Tanja zadnje dneve, pa to kolegi ne gledajo, ker mislim, da bodo sam pokazali kulturo, pa ne mislim, znate Tanja, da je bilo kar stavo narobe, ampak vse, kar se je odvijalo na Pop TV-ju tisti večer, da bomo v 2 mesecih priča temu, kar obžalujem, da se dogaja, ampak mislim pa, da to ni noben razlog za to, da bi uvedli kakršnekoli sankcije. Te sankcije se ve, oziroma kaj se očita Poljski, Madžarske, gre po eni strani za rušenje pravosodnega sistema, delitve oblasti, državi sistemsko podrejanje medijskega prostora, po drugi strani resni očitki glede črpanja evropskih sredstev, ki bi naj bili pač prikrojeni oblastem, in tu so tisti razlogi, ki jih vidim tam, da so najbrž dovolj veliki, da se lahko pričakuje takšne odločitve. Kako poteka po Evropi te zadeve, je zelo zanimivo. Ne vem, kolega Kurz v Avstriji je pač moral na pritisk javnosti, pa tudi sicer političnih partnerjev, zapustiti vlado zaradi ustvarjanja nekega napačnih javnomnenjskih merjenj, s katerim so ustvarjali javno mnenje. Ali je to, ne vem, nekaj, kar mora odločati Evropska unija, ali je to kultura notranje države, ali pa nekje dopuščeno, malce polemiziram zdaj s tem, kar ocenjujem, da se dogaja pri nas doma. Kratko, ne pričakujem, kolega Milan je že omenil, piloti so tisto sredstvo, kjer se državo že danes lahko kaznuje, če ne uvede evropske zakonodaje, direktiv v pravem času ali pa ne v celoti. Kar se tiče Pegaza in pa teh stvari povezanih z prisluškovanjem, jaz mislim, da kar se tega tiče, na nek način realist, in od takrat, ko nosim s sabo mobitel, si več ne delam utvar, da sem kaj zelo, da imam kakšno osebno, da sem zavarovan in pa zasebnost, ampak mislim, da je v bistvu danes tehnologija zelo napredna in v tem se marsikaj dogaja, in še najbrž tudi nam, ki smo tu noter že kdaj zgodili, da smo kakšne čudne zvoke slišali v mobitelu. Če pa pride do tega, da na koncu država sistematično nakupi neko špijonsko opremo in jo uporablja, je pa nekaj, kar najbrž sodi zopet v krog tistih kršitev, ki jih je treba zelo resno obravnavati, in je lahko tudi zaradi tega tisti, ki to izvajo, zelo upravičeno, na nek način uporabim športno, dobi pri rokometu je opcija, da dobiš rumene kartone, lahko dobiš pa tudi kar prvega rdečega za grobe prekrške, in zame bi takšen prekršek, da se država v Evropski uniji, kjer smo pristali na to, da in se strinjamo s tem, da živimo in uveljavljamo pravila in postulate demokracije, če si oblast to dovoli, mislim, da mora dobiti rdeč karton tako doma kot na javnem prostoru. Evropskem prostoru. Ja. Bi še jaz mogoče nisem tako zelo optimistična, kaj lahko doleti Slovenijo, namreč Slovenija je po zadnjih informacijah, ki jih imam, dobila prav ta teden 4 nove opomine. Že resolucija decembra je našo državo opozorila na več delov evropske zakonodaje, ki je naša država ni prenesla, gre od zaščite žvižgačev, medijske zakonodaje, pri čemer Sloveniji grozi tožba in mora biti tudi finančna kazen. Tako da zdaj
Jaz tu nisem toliko zelo optimistična, ne, Slovenija krši evropsko zakonodajo zaradi zamude, kar sem omenila pri prenosu, in ima prav ta teden 4 nove opomine. To je lahko zelo zaskrbljujoče in bi lahko vodilo finančno tudi v kazen. Sem pa že prej omenila, da praktično Evropska unija od začetka uvedbe uredbe, to je bilo lani, o zaščiti teh evropskih sredstev s pogojevanjem vladavine prava, v bistvu te uredbe še ni uporabila, zato smo v Evropskem parlamentu večkrat pozvali in zagrozili tudi komisiji s tožbo zaradi neukrepanja. To je glede teh primerov in opominov, ki jih dobiva Slovenija. Drugo pa je glede Pegaza. Zdaj, jaz že pred Pegazom nisem imela tega občutka varnosti, koliko je naša komunikacija zares varna po telefonih. Mi smo imeli v odboru Libe ravno ta teden spet eno razpravo o Pegasusu. Najhuje je bilo res na Poljskem. Jaz priznam, da me zanima, kaj se dogaja v Sloveniji. Mislim, da tu še nismo imeli kakšne posebne preiskave. Nakup je posredno potrdila sicer tudi Madžarska in to je grob poseg v demokracijo, to sledenje, prisluškovanje nekaterih vlad in ja, tudi mi pričakujemo nadaljevanje pritiska najbrž s preiskavo v Evropskem parlamentu. Hvala. Gospod Bogovič je dvignil roko. Izvolite, gospod Bogovič. Jaz sem želel samo malce replicirati ali pa pojasniti glede teh opominov. Ko sem leta 2012 postal minister za kmetijstvo in okolje, sem najprej vprašal kolege, kakšna je situacija. Mi smo imeli takrat 6 odprtih zadev. In to so zelo običajni postopki, takrat se večina nanaša na direktive povezane z varovanjem okolja, odpadne vode, smeti. In to so postopki, ki niso zaželjeni, vidimo pa tudi v poročilih komisije, da redno se veliko držav dobi te opomine. Napaka treba je sprovesti, ni pa to nekaj, kar bi lahko povezoval s tem, o čemer zdaj govorimo, da državi zaustavimo črpanje evropskih sredstev zaradi nespoštovanja vladavine prava. Govorimo o povsem drugačnih postopkih, so pa tam prav tako, kot so tu predvidene, tudi da se sredstva zaustavijo ali pa tudi na nek način prečrtajo, so tam pa zagrožene kazni, ki so včasih tudi zelo visoke, kot smo videli prej pri tem poljskem primeru. No je pa res, da če se spomnimo, takrat je minister Erjavec kot minister za okolje odstopil prav zaradi postopka komisije zoper Slovenijo zaradi smeti. Tudi take stvari se dogajajo. Jaz pa nisem odstopil, ampak smo rešili te zadeve. Hvala obema. Jaz ne slišim, Saša. Saša, jaz tudi ne. Se slišimo? Ja. Vidim, da naslednjih vprašanj ni, tako da se vsem 3 gostom lepo zahvaljujem za današnje sodelovanje na tem briefingu. Vsem želim uspešen zadnji delovni teden, dan v tednu, potem pa prijeten konec tedna in seveda uspešno plenarno sejo naslednji teden. Hvala, srečno. Hvala, lep vikend vsem želim. Hvala, naslednje. Lep teden, živijo.